Dragi otroci, spoštovani starši, spoštovane gospe učiteljice in vzgojiteljice, cenjeni obiskovalci. V imenu knjižnice Brežice in svojem imenu vas prav lepo pozdravljam. Z današnjo prireditvijo zaključujemo bralni projekt Bralna Mavrica, ki je potekal v šolskem letu 2017-2018. Cilj projekta je predvsem spodbuditi družinsko branje in otrokom približati svet knjig že v njihovem predbralnem obdobju, pozneje pa jih spodbujati na začetku njihove bralne poti. V Bralni Mavrici so letos sodelovali balončki, palčki in žogice iz Rtič, balončki in žogice z Bizeljskega, delfini, rožice, sončki, žogice, bombončki, iskrice, srčki, mehurčki, gumbki, muce, kapljice, levčki, duhci, metuljčki in palčki iz Brežic, čaplje, sovice in vodomci iz Cerkelj ob Krki, dobovske čebelice, pikapolonice in metuljčki, balončki in sončki iz Globokega, zvezdice in palčki iz Kapel, palčki iz Pišec ter zajčki in pikapolonice z Velike Doline. Za mavrično priznanje so se potegovali tudi učenci prvih, drugih in tretjih razredov osnovnih šol. Rtiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Kapele, Pišece in Velika Dolina. Priznanje je osvojilo 469 otrok. Prav vsakomur med vami iskreno čestitam. Dragi otroci, ostanite še naprej zvesti knjigi in branju, ter se tudi v prihodnje udeležujte bralnih tekmovanj. Eno takih z imenom Poletavci, poletni bralci, za vas pripravljamo že poleti. Na koncu bi se rada zahvalila vam, spoštovani starši, vzgojiteljice in učiteljice. Skozi celo šolsko leto ste otroke spodbujali k branju in ustvarjanju njihovih umetnin, ter nam tako pomagali pri izvedbi tega projekta. Želimo si, da bi tudi v bodoče tako dobro sodelovali. Sedaj bom na oder poimensko povabila vzgojiteljice in učiteljice, ki bodo prevzele priznanja za razrede oziroma skupine. Prosim, da ostanete na odru za skupno fotografijo. Otroci, vi boste priznanja dobili jutri v vrtcu oziroma v šoli. Tisti, ki pa ste priznanje osvojili pod rubriko Ostali, ga boste lahko od jutri, 23. maja, dvignili na mladinskem oddelku. Pa še nekaj. Če je morda na priznanju kaj narobe napisano, ime ali priimek, ali pa da sploh ni natisnjeno, se oglasite v knjižnici in bomo uredili tako, da bo prav. Dobitnikom mavričnega priznanja še enkrat iskreno čestitam. Hkrati pa vas vabim v sodelovanju tudi v naslednjem letu. Dragi otroci, poleg priznanja ste si kot nagrado za svoj trud prislužili ogled današnje gledališke predstave, katere naslov je Maček Muri išče kroniko, v izvedbi družinskega gledališča Kolenc. Pa si jo oglejmo. Dobar dan, pozdravljeni! Dobar dan! A vi veste, kdo sem jaz? Ja, jaz sem pa Maček Muri. Vi pa najbrž mene čakate, a ne? Ja!
Aha, ja, jaz vam moram pa nekaj priznati. Jaz ne bi danes prišel sem, a ne, pa vam prebral kaj iz moje slavne mačje kronike, iz moje mačje knjige, a ne. Izgubil sem jo, ne vem, kam sem jo dal in je sploh ne najdem več in ne spomnim se, kje je. In tako vam ne moram nič prebrati. Kaj pa vi naredite? Poiščemo jo, jaz sem jo tudi iskal, pa tam, pa tukaj, pa tam, povsod sem jo iskal, pa jo ne najdem. Že vem, kako se bom jaz tega spomnil, že vem. Jaz sem mucek, a ne? Ja, in v čem so mucki najboljši? Kje neki? V spanju! Mi smo odlični pri spanju in kadar spimo, se vedno spomnimo vsega, a ne? Ja, zato sem nam pa sanjal. Če grem jaz zdajle spat, bom sanjal in se bom spomnil, kam sem dal svojo mačjo kroniko, a ne? Ja, tako da zdajle grem jaz spat, pa se bom spomnil, kam sem dal mačjo kroniko in pridem nazaj in vam lahko kakšno preberem. Ja, to bom naredil. Obljubim, da bom spal 3-krat močneje kot ponovadi. Res. Pa. Muri, a si doma? Dober dan. Kje pa ste vsi? Kje je tukaj? Jaz sem tukaj. Čakaj. Dober dan. Dober. Tukaj ste. Dober dan. Dober dan. A pri vas se pa ne pozdravljate z dober dan, ali kaj? Dober dan. Dober dan. Dober dan. Dober dan. Jaz sem Lovro, lepo pozdravljeni še enkrat. In sem tukaj, ker sva z mačkom Murijem dogovorjena, da nekaj skupaj prebereva iz njegove mačje kronike. Takoj, ko bo prišel maček... Počakajte. Če vsi naenkrat jaz ne razumem ničesar. Ampak tamle ima pa ena deklica roko gor, tako se to naredi, ja? Povej, prijateljica, kaj se je zgodilo? Spi. Kdo spi? Muri. Kaj? Kako spi, če smo bila dogovorjena, da pozdraviva vse pridne bralce in... Vse ste vi pridni bralci in bralke, a ne? Čak. Ti tamle, ki skačeš do stropa. Kaj je bilo? Povej še enkrat. Nima svoje knjige? Čakajte, a vi hočete meni povedati, da je Muri izgubil svojo knjigo? Kaj? Maček Muri je izgubil svojo knjigo? Aha, in zdaj šel spat, da bo sanjal, ki jo je pozabil, a ne? Fajn. A mi ga lepa čakamo, ali kaj? Pa jaz nimam cel dan čas. Jaz sem dobil pa eno idejo. Kaj pa, če mi poiščemo njegovo knjigo, pa ga potem zbudimo? A ste za? Ja! Mi boste pomagali? Ja! A mi boste pomagali? Ja! A se lahko prosim nehate dreti? Poglejte v svoje žepe, če ima slučajno kakšno knjigo noter.
A kdo kaj najdu? Ej. A je Muri tukaj le noter pogledal? A mi pogledamo? Kaj nisi še nisem not pogledal? Ni knjige. Ko pa je to? Kaj je brisača, misliš? Majca. Prijatelji, mogoče ne vemo, kje je njegova knjiga, vemo pa, kje so njegove gate. Ta Muri pa ima veliko rito, a? Ampak knjige ni tukaj noter. No prav. Potem pa nič. Veste kaj, potem jo je pa mogoče... Čakaj, tule pa en listek. Pa tule gor nekaj piše. Pri veseli kravi. Kakšna pa je krava, ki je vesela? A ja, takale. A ja, ne, zmotil sem se. Tukaj le piše, krčma pri veseli kravi in tole je račun za časopis, mačje štruklje, mleko, kavo. Hej, a mislite isto, kar jaz mislim? A ja, kaj pa mislim? Da je mogoče Muri pri veseli kravi pozabil knjigo, svojo kroniko. In tukaj je tudi telefonska številka. Veste, kaj bomo naredili? Jaz bom poklical v krčmo pri veseli kravi in bom lepo vprašal, če je tam knjiga, a ne? Ja, mogoče si mislil to, takole so včasih izgledali telefoni, veš? Tega lahko takole božaš po ekranu, pa se nič ne zgodi, veš? Pa 2 tedna ti baterija zdrži. No, kakorkoli, bomo poklicala, prav? Takole, upam, da se bo kdo oglasil. Že zvoni. Ja, mi smo tu. In čakamo. A se bo kdo oglasil? Halo, tu Liza. Tu Liza, krčma pri veseli kravi. Halo, kako pomagam lahko? Dobar dan, gospa Liza. Dobar dan. Tukaj pa Lovro, kličem iz Murjevega stanovanja. Aha, me veseli, gospod Lovro. Ja, samo moment. Prosim, pustite moj rep. Takoj bom nazaj, ja, takoj bom nazaj. Zdaj govorim po telefonu. Ja, halo? A sem jaz na vrsti? Ja, se pravi čujem, tako so nesramni nekatere, res. Imate pač veliko dela. Ja, tako. Gospa Liza, vi delate v krčmi pri veseli kravi, kaj? Ja, točno tako. Mene pa zanima, kaj ponavadi maček Muri počne pri vas? Ja, samo moment. In zanima me. Halo? Vsako jutro Muri na zajtrk se odpravi v krčmo pri veseli kravi. Tata čaka stalna miza in jaz to čakam za Liza. Lepo, da nam pojete, ampak jaz bi še nekaj vprašal. Gospa Liza! Prinesel bom lonček mleka in še mačji kruh od peka. Objedači moglo bi Kje pa je? Muri v mačje časopise. Vse preberejo brez razlike, vejce in pike, spodne hlača in čez cesto, ena, s tebom mačje
Da, a lahko prosim nehate prepevati? Jaz bi nekaj vprašal, nekaj nujnega me zanima. Halo, halo. Ja, halo. Muca Liza, Ja, prosim. hvala za tole pesmico. Je že v redu. Čeprav vas sploh nismo prosili za njo. Nič hudega, saj sem prostovoljka. Ja. Prav, lepo, da prostovoljite. Ja. Kakorkoli, nas še nekaj zanima. Prosim, z veseljem, se pravi. Nekaj. Ja, prostovoljka, ja. A lahko še jaz kaj povem? Lahko, seveda. Hvala. Nas zanima, če je slučajno Maček Muri pri vas Zdaj sem pa res pozabil, kaj iščemo? Če je slučajno Maček Muri pri vas pozabil Mačjo knjigo, Mačjo kroniko. A Muri? Ne. Muri pa res ni pozabil Mačje kronike, ne. Prav gotovo ne. On jo ima vedno pri sebi, zelo pazi na njo, ja. Ja, zelo pazi na njo, ampak očitno ni tako dobro pazil na njo, ker jo je izgubil. A ne, prijatelj? Ja, prav, potem pa hvala za pomoč, lepo se imejte. Že v redu, hvala, ker ste poklicali, v krčmo pri veseli kravi. Ni zakaj. Prijatelji, spet smo na začetku. Vi nimate knjige, jaz nimam knjige. Muri sploh nima knjige, pri veseli kravi pa tudi nimajo knjige. A vi sploh veste, kaj je to Mačja kronika? Ti ve... Samo malo. Kdo ne izklopil telefona? Jaz ga sploh nimam. Kdo ga... Pa res, opeka zvoni. Neznana številka. Hej, mogoče je pa kdo našel knjigo, pa zdaj kliče. Jaz sem našel knjigo. Halo, prosim, Lovro pri telefonu, stanovanje Mačka Murija. Halo, Ja? tukaj nas pa kliče en velik ključen Maček neki. A je tam mar biti Muca Maca? Ne, tole je stanovanje Mačka Murija. A je tu kakšna Muca Maca? A veste, kakšne barve je sploh Muca Maca? Bele. A kdo videl kakšno belo mačko? Bele miške? Tudi ne, v redu. Gospod Miki? Ja. Tukaj žal ni nobene Muce Mace, tole je stanovanje Mačka Murija. Najbrž ste se zmotili. Ki pa, ti prek mate zadevšne. No, sem mislil, da bomo skupaj šle v knjižnico. Ja, pa ne boste šla, lepo se imejte, nasvidenje. Ja, v redu. Samo malo se je zmotil. No, kakorkoli, Mačja kronika je knjiga, ki jo piše Muri. Pa kaj, zdaj se bom oglašal cel dan, ali kaj? Sem tole pa druga številka. Mogoče je pa zdaj kdo najdu knjigo. Halo, prosim, stanovanje Mačka Murija, Lovro pri telefonu. Mjau, 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 Maca mjau, 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 Maca, mjau. A vi tole kaj razumete? Jaz tudi ne. Gospod Muc, a lahko prosim tole zamijavkate še v slovenščini? Mi ne govorimo mijavščine. Se opravičujem, čisto sem pozabil. Tukaj pa Muc Mjavko. Pozdravljeni, gospod Mijavko, kaj želite? Oprostite, ali vam lahko zastavim eno vprašanje? Ja pa dajte, ko ste tako vljudni, čeprav nimamo veliko časa, veste, nekaj iščemo, no, kar vprašajte. Ja, saj lahko iščete še prav. Hvala. Oprostite, a je mogoče tam Muca Maca? Halo? A je tu kakšna Muca Maca?
Tukaj žal ni nobene muce mace, to je stanovanje Mačka Murija, hvala. Oprostite, prosim. Ali si lahko dovolim še eno vprašanje? No prav, pa dajte, ko ste tako vljudni, ampak hitro, prosim, no, nimamo časa. Oprostite, ali ste čisto prepričani, da mogoče niste vi muca maca? Ja, ne, nisem ne muca, nisem ne maca, nič od tega. Jaz sem človek, lepo se imejte, adijo. Ti pa bodi zdaj tiho. Samo trenutek mi dajte. Takoj bom. A bo kdo kakšno kavico, ima kdo ki za skopirati? Sam malo. Halo, prosim, stanovanje Mačka Murija, Lovro pri telefonu, tukaj ni nobene muce mace. Halo? Ja? Tukaj kliče krasni Pepe, ki frizira mačje repe. Ja? Je ta muca maca? Ne! Halo? Muca maca mi je dala teka. Muca maca, dolta me. Tu. Ne bom uničeval stvari. Mogoče, če ga pa čisto... Pa spet druga Ej, pa kaj... A so vsi mački zaljubljeni v to muco maco, ali kaj? A pa čisto vsi? Nekaj bo treba pogruntati. Halo, prosim, stanovanje Mačka Murija, Lovro pri telefonu, tukaj ni nobene muce mace. Ja, halo? Ja, a boste kaj povedali, ali boste... Ja, halo? Tukaj je stari maček, Rigoletto. Gospod Rigoletto, ne... Alo? Ja. A boste vi kaj povedali, ali boste samo prodeli v telefon? Rad prodajam mišjo dreto. Ja, nimamo denarja, ne bomo kupili ničesar. Ja, kaj? Pozdravljena, muca maca. Alo? Ej. Kaj pa, Muca, ja. Še kakšna bo, zagotovo bo klicala. Evo, Muca! Kaj ti damo ven? Baterije. To pa sploh ni slaba ideja. Veste, kaj bomo naredili? Še zadnjič se oglasimo, ko se pa neham pogovarjati, me pa vi spomnite. Lovro, vzami ven baterije. A boste? Prav. Alo? To pa ni maček, to je pa mačka. Halo, dober dan, to pa kliče? Tukaj pa muca maca. A me kdo iskal? A je kdo iskal muco maco? Vsi mački tega planeta so se obesili na ta telefon. Res, ja. Prosim, povejte Muriju, da sem čisto po nesreči dala vsem mačkom Murjevo številko na mesto svoje. Včeraj, ko so bila skupaj na kosilu pri črnem mačku, sem očitno preveč mislila nanj in potem sem dala napačno številko. Gospa Maca. Se res opravičujem. Gospa Maca. Gospodična. Alo? Gospodična. Ja. Gospodična Maca. Ja. Včeraj ste bili na kosilu s kom? Z mačkom. Murjem seveda z mojim najboljšim prijateljem. A lahko, prosim vas, a lahko čisto malo počakate na zvezi, gospa Maca, prosim? Ja, če bo čisto malo, gospodična Maca. Gospodična Maca, prav, čisto malo bo, čisto malo. Ja.
prijatelji, a ste slišali? Maček Muri in Muca Maca sta bila včeraj na kosilu pri črnem mačku. A ste vi vedeli, da sta Muca Maca pa Maček Muri, Ljubček pa Ljubica? Ej, mogoče pa Muca Maca ve, kje je knjiga, ha? A ne? Gospa Maca? Gospodična. Halo? Gospodična Maca? Ja. A mogoče vi veste, kje je Mačja kronika, Murijeva knjiga? Ja, seveda vem. A ne veste, gospod, kako ste že rekli? Gospodič. Gospodič, ja. Lovro. Ja, Lovro, ja. Mačjo kroniko ima vedno in povsod pri sebi moj najboljši prijatelj, če lahko temu tako rečem, Maček Muri. Vedno. Ja, ne vedno, veste. Maček Muri je svojo knjigo izgubil in mi jo zdaj iščemo. Muri pa spi. O, a res? Ja. Tega pa sploh nisem vedela, sploh ne. In ravno danes sem pospravljala čisto po vseh svojih mačjih potih in gotovo bi jo bila opazila, če bi bila pri meni. Res bi jo, Prav, ja. v redu. Najlepša hvala za klic, hvala za pomoč. Bomo Muriju povedali, da ste ga klicali, prav? Ja, prav. Lepo se imejte. Ja, prav. Nasvidenje. Ja, povejte mu, ne se kmalu oglasi, zelo ga že pogrešam. Mu bomo sporočili, ja. Ja. Drugič pa ne dajajte svoje številke drugim mačkom, ja. Nasvidenje. Ja, se pravi, čujem. Adijo. Nasvidenje. Adijo. Gospa Maca. Gospodična. Ja, adijo. Lahko nočko. Kaj? Ja, sej bomo. Sej že vlečem ven, no. Zdaj pa kar zvoni, če lahko. Zdaj, ja, jaz sem tam že cel čas. Zdaj, kaj? A koga ste videli, ali kaj? A je kdo tukaj mogoče? Dobar dan? Tu ni nobenega, to ste si vi samo... Kje na oknu? Muc. Sam mal. A vi mene mal hecate? A res ste jo videli? Potem mi pa povejte takoj, ko jo vidite, ne pa potem 5 minut kasneje, ali? Ne uganem, na oknu je bila, ne? Buc. A vi bi radi, da mene v križu uščipne, ali kaj? Buc. Sej bom shujšel, no ne rabite me zdaj preganjati po odru. Čakajte malo. A je bila ta Muca, kakšne barve je bila? Sive. A je imela slučajno na glavi pentljo? A veste, kdo je to? To je Mala Muca. Ena izmed najbolj razigranih in najbolj nagajivih mačkonov v Mačjem mestu. Zagotovo se igra skrivalnice. Že vem. Dvignemo prste v zrak. Globoko vdihnemo. Igra se! 7 pokakanih žepkov! Mala Muca, kakšen... Poslušaj me, no. Ne moremo se... Prosim, poslušaj me, ker nimam časa, ne moremo se... Mala Muca. 7 žalostnih šmačkov. A me prosim poslušaš, Mala Muca? Ja te poslušam.
Povej mi, če si kaj videla mačka Murija te dni. Kako ne vrača? Mala muca. Ja, mačka Murija sem videla, ja. Včeraj je bil maček Murij, pri nas v Črnu smo svetili mačka Šapka. Ja. Taka je kot vi. Včeraj je bil kje? Pri nas v šoli, ko smo se učili mačka Šapka. Pri vas v šoli, ko ste se učili mačjo prefelanko, kaj? Ja, veš kaj, jaz res ne vem, kaj je to, ampak lahko nam pa ti poveš, kaj je to. Ne moram vam povedati, ker si ne upate ponavljati za menoj. Ne upamo ponavljati? Ej, mogoče je pa to kakšna pesmica. A gremo poskusiti? Gremo? Prav. Bomo poskusili ponavljati za takoj. Samo malo se bomo še ogreli. Ogrejemo svoje glasilke, takole. Pa malce pretresemo glave. In razgibamo usta. A ste pripravljeni? Ste pripravljeni? Ste pripravljeni? Zakaj se pa spet derete? Mi smo pripravljeni, da boš videla. No, da vidimo. Ona najprej, mi pa ponovimo za njo. Ena mačka, 4 miši. Ena mačka, 4 miši. Gluha koza ničesar ne sliši. Gluha koza ničesar ne sliši. 4 mačke, ena miš. 4 mačke, ena miš. Gluha koza ti loviš. Gluha koza ti loviš. Zaplaskamo! Ena mačka je vesela. Ena mačka je vesela. Ena miš pa škodo dela. Ena miš pa škodo dela. Ena koza pa ima. Ena koza pa ima. Sredi glave 2 roga. Sredi glave 2 roga. Juhu! Pozavriskamo! Odlično, prijatelji, zelo dobri ste bili. A ne? Preveč si ni treba hvaliti. Ja, a že si... Jaz si nekaj bilo, no. Kaj nekaj, odlični so bili. Pa zdaj spančka, veš? Ti ne greš zdaj spančkat. Ne. Mi smo zapeli tole tvojo mačjo pesem, hvala. Ti boš pa nam povedala, Ja? če je slučajno maček Muri v mačji šoli Ja? pozabil mačjo... Ne. Kaj? Ne. Ni je pozabil? Ne, tega vam pa ne povem. Dokler mi vi ne poveste, potrdite, da je bila moja pesmica težka. No, tako zdaj ne pa spančkat. Adidio. A kaj ste mi mački? Jaz bom res začel pse imeti rajš kot mačke, no res. A ste slišali, kaj je rekla? Jaz vam pa tega ne povem, dokler mi vi ne potrdite, da je bila moja pesmica težka. Je tebe kdo žgečka tam ali kaj? A je bila vam težka ta pesmica? Pa meni tudi ne. Lagat pa tudi ni lepo, a ne? Živim. Kaj pa, če se ne zlažemo, pa vseeno povemo resnico in vseeno povemo, da je bila težka pesmica za mucke. Za nas ljudi ni težka, je pa težka pesmica za mucke. Bi lahko šel jaz v politiko, a? Imam še čas. No, saj ni važno. Zbudimo malo muco, a prav. In to bomo naredili tako, kot zvonijo zjutraj budilke. Tako. A v redu. 3, 4, zdaj. Pa kaj se tako derate? Onesnažujete zrak. Hrupom. Res bo prišla moja mamica in vam bo naredila hudo uro. Mala muca, Ja. pomiri se najprej. Ja, kaj se sem pomirila? tudi Ampak ti. vi niste se
se derete? Ja, ampak tudi ti onesnažuješ okolje s hrupom, ker tudi ti se dereš kot ena sraka. Pa se tega, če vas sploh ne morem preupiti, da Dobro. lahko kaj povem. Dobro me Ker ne veste A se lahko stvari. prosim malo pomiriš, no? Ja, vse sem pomirjena. A si ti ampak vi danes preveč- drugače Ne a si ti- veste. A si ti preveč sladkorja danes pojedla, ali kaj? Ne, nisem premalo. Lahko daš kakšen. Ne. Potem boš kar letela po zraku. Veš kaj, zanima me. Ravno smo se pogovarjali in smo ugotovili, da je tale tvoja pesmica v resnici res zelo težka. A ja? Ja, za mucke. Ja. Za mucke je zelo težka, a ne, prijatelji? No, kakšno. A ne? A vsi mislite tako? Ja. Tam v zadnji vrsti pokimajte, ker ne vidim dobro. Je se sploh ne vidi zadnje vrste? Ja, vidim, ja. Saj Ja, že vidim, kimajo, vsi kimajo tako. Ja, ja, v redu, ja, potem pa, kaj si hotel? Zanima me, če je slučajno Maček Muri v šoli pozabil Mačjo kroniko. A ja, veš kaj, ja. Pa kar hitro, prosim, ker mi je res vroče. Ja, bomo razmislila, no. Ne bodi živčen, no. A kak vidite, kako je živčen? Ja, zdaj pa malo tišine, da se domisli. Maček Muri, ko je prišel v šolo, Ja. takole, tam. A ja, hodil je, bravo. Ja, prišel je, ne, če sem rekla. Ne, ni imel kronike, res, veš, da ne. Ko je prišel, je ni imel. Ne, ni imel. Ja, saj, Kaj pa potem, ko je odšel? je najbrž ni imel, ne? Ali Ja, kaj? lahko da jo je tukaj imel, ne? Pa če jo je vzel s seboj. No, povej že, no. Kaj je bilo? Pa kaj si živčen, no? Da razmislim. Potem, ko je odšel, takole je šel, ne? Ja, hodil je, ja, seveda. Ne, ni je imel, veš? Res ne. Sploh je ni imel, ne? Ne, sploh je ni imel. O, najlepša hvala, mala muca. Ne, ko je prišel, ne, ko je odšel. Hvala, res hvala za pomoč. Ja, sem pomagala, ne, da? Zelo. Jaz sem veš zelo pametna, tako da me še kar daj pokliči. Prav, mala muca. Lepo se ime in mamica pozdravi. Ja, prav, v redu. Vi pa se ne derite več, da vam ne pride mamica na več hude ure. Ajde, pojdi že, pa, čau. Ja, me pokliči, veš? Ja, bom poklical. Adijo. Ja. Čakaj. Kaj pa če Muri knjige ni izgubil? Kaj pa če mu jo je kdo ukradel? Kako je že ime tistemu roparju v Mačjem mestu? Kje so vsi, no? Čombe, ja? Pa kje so vsi, no? Ja, kje pa so vsi zdaj? Ja, nobenega tu, no. Pa kje so zdaj vsi, no? To je tako težko kot 500 mravljinčev, no. En mucak pleza na okno. Ne, bom kar sam šel, ne morem tega dvigniti, pa konec, loneč. Bom kar sam šplizal. A vi veste, kakšne barve je čombe? Au. Oranžne. Au. Dobar dan. A je to čombe? Jaz sem, kakšen čombe, jaz sem glavni kuhar Maček Žane. Pražim jetra in možgane, pečem ribe, kuham rake, fine, žreške in omake. Muri. Dobar dan. Dobar dan. Jaz sem pa Lovro. Ja, me veseli, ja. Mene tu. Povejte, zakaj ste pa tukaj? Ja, jaz sem pri Črnem mačku zaposlen in Muri je včeraj pri Črnem mačku na košilu pozabil tole. Čakaj, včeraj pri Črnem... Pa nisem mogel gor dvigati. A vi ste kuhar pri Črnem mačku? Ja. Muri je včeraj tam bil, s kom je že bil? Z muco Maco, da ne boste okrog govorili z muco Lizo. Ne, z muco Maco. In kaj je pozabil tam? Je tole. Ampak to je tako težko, ko 500 štrek in jaz tega ne žvignem gor. Vam bom pomagal dvigati. Nekaj težkega je, ja.
In velikega. Mogoče sta bila pa tako zaljubljena, da sta čisto pozabila, da... 1, 2, 3... Oj, ja, je težko, ne, da? Prijatelji, našli smo jo. Mačjo Kroniko, en močen aplavz za nas, bravo! Kaj, kdo je našel? Jaz sem skoraj dušo špihal, da sem tole sem privlekel. Pravno, gospod Žane, vsi skupaj smo jo našli, a prav? Ja, no ja, ne vam Ker mi smo jo tudi iskali. No, ne vam budno, v redu je. Kaj pa tule piše mucki zmagovalci? Ja, to sem pa jaz napisal, še ne znam prav dobro pisati, ampak da se ne pozabil, a veš. Ja, sem napisal, da je bila včeraj mačja nogometna tekma. Jezus Marija, in mucki so zmagali in mi vsi skupaj smo tako navijali. Jaz sem mislil, da mi bo trebušček počel. Kako pa ste navijali? Kaj lahko pokažem? Dejte, no. Bomo mi tako zbudili Murija. Bomo navijali, tako da se je treslo celo mačje mesto. No, pokažite. Sem rekel, takole, enka muček, enka muček, enka muček. Enka muček kar takole? Enka muček, čakaj, da se oglašim. Enka, še bolj naglaši bilo. Enka muček, kar takole, vam. Ja. Enka muček, kar takole, vam zabijem 4 kole. Ja, takole je bilo. A to ste navijali, da ste že pozabili, ali kaj? Ja, ampak... Jezus, a vi tudi duhate? Nekaj po zažganem. Ja, to je moj gulaš, pozabil sem ga doma, da sem tole knjigo nesel sem. Ampak tole vedno bolj smrdi. Ja, domov tečte. Pozabil sem ugasiti. Pa gasilce pokličte. Ja, moj gulaš. Pa hvala za knjigo. Je v redu. Prijatelji, mi pa lahko zdaj končno zbudimo Murija. A mi boste pomagali? Tole bomo pa naredili tako, kot to počnejo mačji navijači. Potresemo roke. Naredimo 2 pesti. Toink, toink. In gremo takole. Enka, mucek. Kar takole vam zabije 4 gole! Še rešilca imamo, v redu. To je bilo se zavajalo, zdaj pa zares. Potresemo. Toink, toink. Enka, mucek, kar takole vam zabije 4 gole! En aplavz za Murija, zbudil se je, bravo! Hitro vstane. Dobro jutro, Muri. Dobar dan, ne dobro jutro, se ni več jutro, kaj ti sanjaš? Jaz, prijatelji, nekaj vam moram povedati. Jaz sem res strašno močno spal, ampak še vedno se ne spomnim, kam sem dal svojo mačjo Kroniko. Muri? Ja. Medtem, ko si ti sladko spal in sanjal, pa smo mi bili zelo pridni, a ne, prijatelji? Ja! In smo našli tvojo mačjo... Mačjo Kroniko, Muri, poglej, tukaj le je. A veš, kje si jo pozabil? Kje? Pri črnem mačku, ko si bil na kosilu svojo prijateljico. Gospo Maco. Gospodično. A veš? Ja, zdaj se spomnim, seveda vem, to sem jaz že prej delal. Saj sem ravno do takrat pri sanju, pa ste me zbudili. Ja, zdaj smo mi krivi, a ne?
No, kakorkoli, Muri, vem, da sva bila dogovorjena, da ti nekaj prebereš iz tele svoje kronike, ampak ne. Mi smo izvedeli že vse, kar si ti včeraj počel. Zato imam jaz en boljši predlog, veš, Muri? Tukaj so prijatelji, ki so te prišli pogledati, pa pozdraviti, zato jaz predlagam, da greš tudi ti malo njih pozdraviti, malo bližje in malo nižje. A ste za, prijatelji? Ja! Zato bomo naredili takole. Jaz bom tole tvojo kroniko pospravil, da je ne izgubiš. Ti pa, dragi Muri moj, boš šel tukaj lepo dol po stopnicah, skozi tistale bela vrata in počakal na prijatelje, da pridejo mimo tebe. A prav? No, če ste za. A ste? Prav. Potem pa se jaz na tem mestu od vas poslavljam, lepo se imejte, najlepša hvala za obisk, Murija pa vidite zunaj. Najlepša hvala, nasvidenje!